po izredno dolgočasnem gibanju cene Bitcoina končno premik in to navzgor. Ali to končno pomeni, da so se biki vrnili? Je to to? Bo Bitcoin rastel naprej? Lep pozdrav, z vami sem Explicit in danes si bomo ogledali, kaj se dogaja z Bitcoinom. Tokrat samo z Bitcoinom, ker je že tako ogromno stvari za pogledati in obdelati. A dejmo se kar potopiti v grafe. Gledamo Bitcoin dnevni graf. Najprej, kaj se je dogajalo. Formirali smo velik padajoči klin, tukaj. To je bullish vzorec, ki smo ga z zadnjim vzponom cene prebili navzgor. Ključen pa je bil odboj od tega trendlina tukajle, tam nekje na 30-29 tisoč. Po preboju tega našega vzorca tukaj smo na to prebili še 50-dnevni MA in na to se je zgodil naš rally. RSI pa se je tudi povzpel nad 50, kar je tudi bullish signal. Formira pa se še en vzorec, dosti večji, in to je ta trikotnik tukaj, ki se širi. Ogromen je in to je bearish vzorec. Spremljam ga že kar nekaj časa in sprva sem bil kar malo v dvomih, da bi sploh dosegli to zgornjo mejo tukaj. Zdaj pa nisem več toliko. Dajmo si še malce pogledati, kaj se lahko zgodi. Poudarek na lahko, nič ni sigurno. Jaz mislim, da bo to tipična ABC korekcija navzgor. Ta naš rally tukaj se je končno umiril in na podlagi le tega sem uporabil orodje Fib Retracement, da vidim, dokot vse se lahko spustimo in kje lahko pričakujemo odboj. In tukaj vidim, 0,5 je skoraj sorazmeren s 50-dnevnim MA, torej tukaj od nekje recimo 35 tisoč do 34 tisoč 500, tam nekje je večja možnost za odboj. Torej, če imamo tukaj odboj, je zgornja meja potem tukaj, kjer se prav lepo križata tale trendline in 200-dnevni MA, to je nekje okoli 44.545 tisoč. In tukaj imamo še tale trendline odprej. In točno tukaj mislim, da bo potem točka preobrata in na to padec, in tako kot se veča zgornja meja s tem trikotnikom tukaj, se manjša tudi spodnja. In če oziroma ko izgubimo 28 tisoč, se sproži tudi plaz likvidacij dolgih pozicij. Poglejmo si še tedenski graf Bitcoina. Zelo mi je všeč ta situacija tukaj, to je bullish engulfing svečka, ki je večja od te rdeče svečke, kar nakazuje tudi, da se rast lahko nadaljuje. Ampak edini način, da spremenim svoje razmišljanje v bikovsko, je, da zaključimo svečko nad 21-tedenskim EMA tukaj in ga z naslednjo tudi potrdimo kot podporo. Torej, prav s telesom svečke moramo iti prek in s telesom pri naslednji potrditi. Dnevni graf dolgih pozicij nakupljenih z vzvodi na Bitfinexu, ta graf komaj kdo spremlja. Vsi govorijo o short squeezih, nihče pa ne omenja long squeeza, ki se kot plaz lahko sproži čez oziroma ko izgubimo 28 tisoč. Tukaj smo še vedno na najvišji točki od kadarkoli in nekateri to celo vidijo kot dober, jaz pa kot zelo slab znak. Evo, še tale graf, danes imamo res kar precej. To je graf števila denarnic, ki imajo več kot 1000 bitcoinov. Tukaj bi še posebej izpostavil 26. julij, da malček približam. Tukaj ga imamo. To je dan, ko smo imeli naš rally. Kot vidite, tukaj število ni šlo gor. Ravno obratno, še spustilo se je. Kar pomeni, pameten denar je prodajal. Ja, že zdaj je euforija, kaj bo šele, če Bitcoin doseže 44.500. Si že kar predstavljam razne naslove medijev in kupico pozitivnih postov na socialnih omrežjih. Ampak, kot ste verjetno že ugotovili, sem jaz še vedno bearish. Seveda je pa treba situacijo še naprej pozorno spremljati. Nič ni zagotovo. Kaj pa vi mislite o tem? Ste bullish? Ste bearish?
Se strinjate s to analizo ali ne? Imate morda svojo? Sem morda kaj spregledal? Napišite mi komentar spodaj, pa malce podebatiramo. Všečkajte video, če vam je bil všeč, ali pa mu dajte nevšeček, če vam ni bil. Pa ne pozabite se vpisati in vključiti obveščanje, da ne boste zamudili naslednjega videa. Bodite pazljivi tam zunaj in se vidimo v naslednjem videu.